spet se teden začne, ko te spet kaj potre in vse se zgrne nate, veš, takrat smo tukaj zate. Pozabi na skrbi, kaj bilo je v službi šoli, se družba te že čaka. Vsak ponedeljek da prava, to je Late Night Show, pa zdaj ne bo ti žal, ker si ti bojo govoril, vse si zamudil preklop na Late Night Show, pa zdaj ne bo ti žal, jutri bojo govoril, se je odaj zgodil. Late Night Show, Late Night Show, Late Night Show, Late Night Show, to je Late Night Show, pa zdaj ne bo ti žal, vsi ti bojo govoril, vse si zamudil preklop na Late Night Show, a ne bo ti žal, jutri bojo govoril, se je odaj zgodil, to je Late Night Show. Dober večer in pozdravljeni v še eni oddaji Late Night Show z Rokom. Kako ste, kaj? Jaz moram priznati, da zdaj, ko se življenje vrača nazaj v te ustaljene tirnice, sem v redu. Končno sem se lahko dobil spet s svojimi prijatelji in sem se počutil v bistvu kar starejšega, postaranega bi lahko človek rekel. V bistvu tudi to, ker sem imel rojsten dan vmes in sem dejansko starejši zdaj. In za rojsten dan sem dobil tole srajco. Ker menda gledalci mislite, da nimam drugih modrih srajc, ampak ne, ni res. Čakajte. Ena. Lepo nekaj tu. Ena, prevzema. Dva, zelo lep model. Tri. Pare, kaj pa še v pranju. Pustimo tiste. Pa niso sponzorske. Niso sponzorske, čeprav Zara, če gledate to oddajo, hvala za sponzorstvo v naslednji oddaji. Zdaj pa, preden nadaljujemo, si poglejmo še enkrat, kako si pravilno umijemo roke. Late Night Show. Jerneja Kuntnerja številni poznamo kot Mercatorja iz uspešne televizijske serije TV Dober dan. Je igralec, režiser, ki svoje znanje in veselje do nastopanja rad deli z mladimi. Jernej, živjo. Živjo. Ti si odigral zelo veliko nekih vlog, ampak najbolj te poznamo potem iz TV Dober dan. A se te to še danes te še kdo pokliče? Non-stop. Moram reči, da non-stop, tudi veliko nastopov je še, kakorkoli je 20 let minilo, odkar smo začeli lansko, še zmeraj moram Mercatorja, tudi Pšemeka, jasno, tega Čeha, ampak glavn bi rekel, je pa res, je pa Mercatorij, no. Si pa poleg igralstva tudi režiser risank, celovečernih risank. Kako poteka, kakšna je sploh režija risank, kaj kot režiser tam delaš? Seveda moja naloga je, da čim bolj adekvatno, bi rekel, ameriškemu, ker v glavnem so ameriške risanke, no, sej mogoče delam krivico, ampak pač čim bolj adekvatno originalu približamo lik, ki ga tudi vsi ti Američani, ko se mi usklajujemo za odobrenje, kjer igralec bo igral, kjer lik, moramo slediti temu, da nekako oni zelo iščejo voice matche, ne? Se pravi, da bi se glasovno ujemali, ampak če veliko črncev špila, pri nas nimamo črnskega glasu, a ne? Enostavno ne more biti črnc, ne? Saj pa smo z Jowsem pa z vsemi temi, ki so malo, bi rekel, obarvani, smo probali, ampak imajo tudi drugačne slovenske glasove, ne? Ti v glavnem, ki pa uporabljajo oni te črnce, imajo pa te globoke glasove, ne? A veš, kakor ti neki ameriški igralci pa in tu pri nas pa najdemo Slovenca, ne, ki ima globok glas, pač tako so oni dojeli, da mi pač tudi tega nimamo, ne.
No, tako da pol jaz z tonskim mojstrom gledam, on gleda tehnično in pa mi reče, ne, Kunta, to je zdaj malo predolg, tole moramo skrajšati. Aha, in pol je moja naloga spet dober prevod, ki ga dobim, prirediti, obrniti rahlo, da gre, pač pazim na ta lip-sync, da čim bolj slovensko govorijo liki in mislim, da sem tlele kar uspešen. Ja, bi jaz tudi rekel, katera je pa ta režija, na katero si ti najbolj ponosen? Katera risanka, recimo, oziroma animiran film se to reče, se pravi. Animiran film, ja. To so kino risanke, ki jih jaz režiram, ne teh na televiziji, ampak kino. Ja, teh je zdaj že blizu 80, teh mojih režij. Zdaj pa ti izberi najljubšo od teh. To so pa vse ta hude risanke. To je blizu 80 režij mojih, od Ice Age, Madagaskarjev, Kung Fu Pande, Hotel Transilvanija, ja, to so vse moje, ne. Tako da ne morem izbrati ene najljubše, ampak če mogoče mi kaj pomagaš, mogoče bi ti nek sugeriral? Ne vem, meni je, na primer, Ledena doba 2 bila zelo všeč. Jaz ne vem, 100-krat sem jo videl, pa vsakič mi je bila toliko zanimiva, sploh lik Sida, ne vem, kako sploh ta zvok narediš, to malo, si dal kaj vmes? Nič, to je vse tako, veš. Torej, vsa čast umetniku in tudi tebi, Rok, hvala. Ne, veš, kako je bilo to? To je bilo pa takrat, seveda, moral sem, ponavadi vedno 3 igralce izberemo in jih pošljemo za potrditev Američanom. To vedno Američani izberejo, kdo od naših igralcev bo igral. Pa je imel take zobke, se šel si, in pa sem se rekel, ne, pri nas bi bilo, pa sem rekel, to je brez veze, to je pač on igralce apnal, dajmo pri nas tega narediti, veš, on se tako govori, ne, so zavrnili, so rekli, ne, mora biti še, in seveda se spomniš, to je bil takrat, je bil Slavoj Žižek, že zelo popularen, ne, in še to je zelo podoben, ne. Tako da nekako smo ga no, in pa seveda, seveda, kot režiser sem zraven, no to je še takrat še režirala Špela Krafoglova, 2, potem sem pa 3, 4, 5 pa že režiral, ne, tako da v bistvu, ko pa enkrat zapopadeš lik, pa jaz pol vključim še malo to, da sem še komik, ne, in potem se rodi nekaj tazga simpatičnega, ki pač si ti gledal tokrat, ne. Ampak ti praviš, da vse potrdijo Američani v tem primeru, zakaj se ti zdi, da ljudje pa rečejo, da sinhronizacija pa ni enaka kot original? Tega je vedno manj, ne. Tega zadnjih, recimo, če 15 let delam, mogoče zadnjih 10 let ali pa zadnjih 9 let ne slišim več. Ker pač tisti, ki pač ne, se sploh ne vtikajo več in gledajo spodnapisi in gledajo original, večina jih pa gleda sinhronizirane, ne, zato se tudi delajo sinhronizacije. Je bilo pa res prvih 5 let, ki smo mi začeli to na ritmu delati, tam od 2003-2004, pa ko sem začel režirati 5, konstantno sem imel borbe z novinarji, to so Slovenci, to je, ne, to je novost, to je štala, to je vse novo in to je brez veze, to je slabo. Novinarji, ki bi morali biti najbolj odprti, pa so me to, pa zakaj spet vi režirate, pa kaj to vi, pa zakaj to, pa tako da, groza. Pa je bil pa, mislim, da je bil en prelom, je bil pa točno Ledena doba 3, to je bilo pa 2008 ali 2009, sem bil pa jaz v Turčiji s familijo in je mama mi poslala, klicala, je rekla, kritika je ki je bila pa prva dobra in Lom in The Best, in je ta novinar napisal, da upam si trditi, da sta Sid in Bak celo boljša od originala, ne. Tisti je bil pa pol vstopil takrat res Lom, ne. In takrat se je pa nekako spremenilo vse in od takrat naprej pa bravo. To pa vemo, da ste vi, tiste pa niste vi, tako da ljudje že vejo, da so moje režije, pa niso moje režije. Kaj si pa, ti si tudi neko pravljico napisal zdaj? Ja. Vse za otroke, a se pripravljaš na vnuke? Jaz sem že pripravljen na to, ampak otroke sta še mogoče zdaj za te razmere premlada, ne, 21 pa 25, ampak jaz sem pripravljen. I'm ready, tudi tlele sem že ready.
tako da sem napisal tegale, Beli krtek Albin. To je dolga zgodba, kako sem jaz to, jaz nekako vedno sem bil malo utrujen, ker so otroci zaspali, pa sem pa, daj oči preberi pravljico, in najraje si jih izmišljeval, ne. In to mi ni bil problem, jaz sem pol sta vedno, in pa nekako je pol prišla ideja, da si to ti zapiš, pa bomo izdajali. Ne, pa boš izdal enkrat tako. No, pa se je pa pol ta rodil, Beli krtek Albin, in se mi ni mudil, tako da sem pol čakal eno ilustratorko, ki sem si želel, da dela 4 leta, pol je ona nekako nisem mogla, ker je imela preveč dela in pa so se razšla, pa smo drugo čakali, 6 let se je pacal recimo tale Beli krtek Albin. Tako da je 2014 pol ta izšel, se pravi pred 6 leti. In jaz imam zdaj pripravljenih in kupenih stvari tudi že samo, da se pošle, ampak nič ne preganjam. Situacija s knjigo na trgu v Sloveniji je ves čas napeta, ne. Zdaj verjetno zaradi covida bo še bolj, ne. Tako da jaz prepuščam čas v čas. Bomo videli. No, sej, v bistvu si glih lepo rekel. Kaj imaš pa za naprej, se pravi knjiga je neka taka stvar. Imaš še kakšne druge projekte? Kaj te še zdaj žene naprej v tem času? Zdaj nas žene naprej vzpostavitev gledališča, a ne. Zdaj moramo spet nekako neke borbene enote vzpostaviti, bi rekel, ne, tako kot recimo po partizanskih časih, da bomo spet začeli, nekako bi rekel, uveljavljati ali pa sploh laufati gledališče. In jaz sem v službi v Lutkovnem gledališču, dramske predstave, in imamo že nek plan z mestno občino Ljubljana, ker mi smo pod mestno občino Ljubljana, pa pod ministrstvom, da se bo nek oder vzpostavil tamle na Metelkovi, na ploščadi, pa mislim, da Mladinec tudi, pa mestno, in se bo tam dogajalo celo poletje, nekako, da bi to spet ljudi navadili in mogoče premagali ta strah pred tem in da bi ljudje prihajali, ne. Tako da to je recimo eno od izzivov. Pol je drugi izziv zdaj, je pa najini mostovi, ne. To zdaj snemamo zelo intenzivno, seveda drugo sezono, ker jesen se začne prva sezona naprej, druga gre v svoje nore zgodbe z mojim tem Borisom Jugom, vinarjem in politikom. Tako da to sta zdaj dve stvari. Vzpostaviti moramo pa še kot tretjo, mogoče bi naštel, spet sinhronizacijo nazaj. Namreč, ko se je blond s frizurco, ne, Američan še smejo nekaj, kaj ste vi tam bučmani vsi preko Kitajske, smo mi nekako, bi rekel, trpeli že, ne. Zdaj je pa Amerika v napadu načeloma in je vse ustavljen. A se slišva? Stojijo risanke. In zdaj nekako pripravljamo en nov projekt. Jaz zdaj ne vem zaradi PR-ja, a to lahko govorim ali ne, kjer je zdaj naslednji. Vem pa, da je bil, ki smo ga že tudi mislili, je predstavljen na pomlad 2021. Tako da tudi to je res zdaj en izziv spet nekako v normalno kolesje vzpostaviti, ne. Evo, jaz sem za na končno nalogo, ki ti jo je dal v bistvu v prejšnji vdaji Luka Marčetič. Aha. Glede na to, da se ukvarjaš ti s sinhronizacijo, ti torej verjetno ne bo nobenih težav predstavljal, no. In sicer naloga je, zaigraj ali zapoj Bohemian Rhapsody na najbolj divji način, ki ga premoreš. Čakaj malo. Čakaj zdaj. Kako sinhronizacija? Da bo on... Ne, ti moraš sam zaigrati, zaipeti a capella, odigrati. A brez podlage pa to? Brez vsega, čist na najbolj divji način. Lahko ti pa mogoče majčkeno olajšamo zadevo. Majčkeno mi Ne, kaj že on poje? Aleluja, Figaro. Ne, kaj že? Ja, začne se z... Galileo. Začne se pa drugače, ne? Ja, začne se... Mama, Mama just killed a man. Aha, to je mama. Ja, pa to zdaj ne morem na divje, ne? Zdaj pa, deva še nekaj sam narediti. Zdaj pa poskusi vmes spreminjati vokale, a gre? Aha, zdaj, kaj da bi Sid recimo pel? Ja, mal Sid, mal drug, pač tako da mal mešaš vmes. Mercatori, evo, ja, Sid, tako. Mercatori. To je pa dober izziv.
Marčetič, Rok, ja, pismo. Čakaj, se pravi, deva sam malo zvadat, pa bom podlomil. Pa kaj, lahko jaz začnem, če ti to boš? Ja, pa bomo pa zdaj recimo, bom jaz zdaj recimo pel Sida. Boš ti pel, ne? Ok. Mama, I just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life just has begun. But now I'm gonna throw away. Lej, to je Sid. Zdaj pa Mercatori. Ajde, zdaj pa Mercatori, ampak gremo še enkrat to začetek Mama, ne? Ker to zdaj sem nekako naštudiral. Mama, I just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, and now he's dead. Mama, life has begun. But now I have gone and it's thrown away. Pa kaj si pa ste to pel? Ne vem, če je bil to Mercatori, to je bil nek, a je bil Hispano ali je bil Italijan, jaz ne vem, zdaj pa res. Italijana. A sem jaz zdaj to izpolnil, jaz upam, da sem zdaj, upam, da je to Marčetiču zdaj okej, no, da mi ne bo še kakšne naloge dal, ne. Odličen si bil, res. Zdaj imaš pa še ti to čas, da lahko pa za naslednjega gosta v naslednji oddaji nameniš mu isto neko nalogo, ki jo bo mogel pa on izpraviti. Tako da zdaj je tvoja priložnost, da se maščuješ oziroma nekomu drugemu daš naprej to verigo. Ja. Zdaj jaz bi mogoče bil, da ga, ne vem, a vemo kdo je? Ne še? Ne veš? Ne vemo še. Ne povemo, ne smem. Aha, dobro. Ok, ne povemo. V redu. Jaz bi mu pa dal mogoče eno fizično nalogo, ne? Fizično nalogo. Se res ti tudi veliko športaš? Sem vedno bil športni človek, smučanje, bordanje, surfanje in sem vmes malo preveč delal, zdaj sem se pa spet nazaj spustil v te športne vode. Ja, tako da bi jaz mu dal nalogo recimo takole. Vsaj 3 Spider-Man sklece. Vsaj 3, no, se pravi, če jih naredi pa na vsako stran 2, se pravi 4, smo že top, ne? Ampak zraven bi moral pa recitirati Oj, Triglav moj dom. Zdaj mi ti sam, jaz, da bom vedel, kako je prav, a lahko mi demonstriraš ti tele Spider-Man sklece? Spider-Man sklece, ja, zdaj pa le takole, jaz sem zdaj lepo ugvantan, ne? Čak bom jaz poskusil nekako se predstaviti takole dol, pa da vidim, če se vidi. Aha. Zdaj me vi ne boste videli, tlele je pa posnet. Aha, bo se videlo. Čakaj, še mogoče bi jaz takole dal, ja. Tako. Evo, zdaj takole je, ne, sklec, maternat se nisem ogrel, to ni prav, ampak se bom sam eno naredil, ali pa 2, da se vidi, kako je treba. Dej pa zraven še demonstriraj, da vidimo, če to dela vse. Tako, ja. Od Triglav moj dom še zraven recitiraj. A ja, pa Triglav moj dom, ja, dobro, v redu. Lahko, ja, čak sam nisem ogret, ampak okej, saj sam se bo. To se pravi, gremo v skleco, ne, in noga mora jeti, ne, ena noga, ko narediš skleco, ta drugič je druga noga, ne, to je Spider-Man. Se pravi, gremo takole. Oj, Triglav moj dom, oj, Triglav moj dom, oj, Triglav moj dom, kako si krasan! No in tako naprej. Okej, zdaj me zanima. Kaj pa če tu mogoče malo za nekoga, ki ni v taki kondiciji kot ti, a imamo kako alternativo za vsak slučaj? Pa vsaj navadne skleče, no. Okej, v redu, prav. Ja, ker to je mogoče res malo težka, ja, ampak Koordinacija ti to pa že dajmo. kar tudi ne.
Ja. Pa dajmo mogoče, no, če ne zmore ta kandidat, pa dajmo pol navadne sklice. Vsaj 3, oziroma dajmo pa reči 4, pa oj Triglav moj dom. To je zdaj naslednja naloga. Jaz se veselim, da vidim, kdo bo to. Tebi je očitno šlo, ampak ti to treniraš vsak dan. Čisto za na konec bi te samo vprašal, ti zdaj objavljaš vse povsod nek ta hashtag na Instagramu in Facebooku, food, kaj je to? Food, to je moja, ne vem, že, pa bi res rekel, tam iz 90-ih, od Šemeka naprej, ko smo tisto oddajano snemali, food se mi je porodil, ker je, food je taka beseda, ki opiše vse. Daj ti skoč, hiter, ali pa daj food, pa priješ nazaj. Ali pa, pej ti tja, food, opišeš vse, nekako opisna beseda mi je bila, ne. In seveda posl se mi vedno smejali v teatru, na snemanjih, 3, 4. In pa sem lanskega julija začel ta Instagram tudi, ne, in je nek, pač so te hashtagi, pa se je porodila ideja in nekako, zdaj ga pa hashtagamo, food. No, potem pa food in hvala, da si vzel čas. Hvala lepa, zdaj pa bova mi dva food in prekinemo in to je to. Hvala ti, da si me Lepo gostil. se imej še naprej. Ajde, čao. Hvala lepa, živo! Midnight Show. Živijo. Kot obljubljeno, se vam spet oglašam, saj je čas, da končno izžrebamo našega nagrajenca iz nagradne igre. In sicer tistega, ko izžrebam, bo prejel kosilo na naši ekokmetiji Hudičevec za 2 osebi. Tako da jaz mislim, da najbolj da začnemo. Tjaša Kresevič. Čestitke, Tjaša. Jaz mislim, da ti ne bo žal, ko boš prišla k nam na kosilu in seveda tudi vsi ostali, ki ste sodelovali v nagradni igri, ste lepo vabljeni k nam na kosilo in vedno boste vsi dobrodošli. Midnight Show. Nimate, ker zdaj se tudi tak nastav, da nas kot masko piješ. Ja. Tukaj na novosti na kako je. Aha, da pravi. Vi pa še nimate, ker sem si mislila, kako bi mogli imeti tele nastavke. Vidim, vi tudi še vidjate, da bi imamo po masko tega nastavke. Ono dve mogli si. Dobro. Pa nastavke. Da ne morem najti nastavkov za masko. Nastavki za masko. Kaj si nastavki? Ja, sedaj že ponovno. Dobika? Ja. To me pa tako poslani. Ne prodaj. Ne? Ker sem gledala na tej policiji. Ja, sam klasične maske imamo, takih kot Ja, ja, nastavkov pa Ne? ki bi se pa tudi videli. Mogoče pred leta, res. Mislim, ampak... Ne, zdaj se dobi tako, da daš kot slamce, da lahko piješ z masko. Aha, okej, to pojma. Res nisem videl, nisem prvič slišal za kitata. A ja? Ja, to da ne maske. Zanima je že cepivo za COVID-19. Prva zgašenja. Prva zgašenja. Kakšne tablete? Ni nobenega. Še to sem zgodila vprašati. Zdaj so neki nastavki za maske, da si daš kletko, da lažje dihaš pa ješ maske. Imamo samo take plastične puške, to svoje meje, so takšne pa mamajo. Kot trenutno ne, ni nič na voljo, a ne, za tih čas. To je zdaj prvo, kar smo Samo eno vprašanje imam.
oni so zdaj na bazi razkužile. Razkužili šampon. Razkužili so razkužili šampon? Ja. V bistvu si hkrati razkužiš razkužili. Nimate. Ja mislim, kako da razkužili šampon. Če nisi slišala? Ne. Da reči, da si nekaj tako. Že pred časom odločil po zvesti s temi stvarmi. Ne, na nilec je. Zdaj so pa še ugotovili, da so v bistvu dobri, a ne tudi šamponi, ki so tudi razkužili. Dobro, grem še vprašati, tudi en je tle, Jaz bi sicer tudi pustila, ampak na masko. Ja. Boste pa brez maske, drugače pa nočem. Ja. Drugače pa ne moram dati. Da bi še nastavil za masko. Ljudi lahko z masko pojim vse tvoj. Nimate? Ali bo kakšne take slance? Če jaz pridem, ko bom lahko brez maske, ali pa ko bo nastal za maske. Velja. Tokrat v rubriki Korajža še vedno velja predstavljamo Stelo, ki je kljub temu, da je mlada, že izkusila veliko glasbenih odrov. Špela Jezovšek, živjo! Bravo! Ti si začela na Korajži. Kakšna je bila ta izkušnja za vse naprej, kar se ti je potem zgodilo? Se pravi, bila si tudi na Emi Fresh, pa na X Factorju Romunija. Kaj sem še vse pozabil? Ja, ne vem, veliko stvari, pač na veliko festivalih in vseh teh zadevah sem bila. Korajža velja je bila ena tak izmed prvih in mi je bilo vedno zelo zabavno, vedno sem se zelo veselila vsako šolsko leto. Potem pa ja, pri vsaki stvari se pač nekaj drugega naučiš. Recimo pri X Factorju sem se naučila, da je treba več čakati, ko snemaš eno oddajo, kot pa dejansko pet ali pa karkoli delati. Veliko čakanja. Pa tako, pač zanimivo je, pač fajne izkušnje, super ljudje, pač samo da se poje. Kaj pa potem na Emi Fresh, ko si bila? Kakšna je bila pa ta izkušnja? Oziroma bom drugače vprašal, ali ti je Korajža velja tudi tam potem veljala, ti to pomaga? Ja, mislim, da čist vsak nastop pomaga v bistvu, ker z vsakim nastopom pač se bolj privadiš, nekako dobiš več kilometrine. In tudi, da sem imela to priložnost, da sem, ko sem že bila majhna, lahko na Korajži velja nastopala, je potem, mislim, da mi to pomagalo v vseh nastopih naprej in na vse zadnje tudi na Emi Fresh. Super. Da si lahko zrasla z glasbo. Ja. Zdaj si pa tudi naredila v karanteni kar nekaj enih posnetkov, tako da dolg čas ti ni bilo. Deva si pogledati enega. Ja, pač še posebej, če sem sama doma in ni res nikogar, potem grem vedno nekaj ustvarjati ali nekaj pišem ali nekaj snemam ali nekaj moram delati, ker fizično nisem sposobna stati na miru in delati nič. Malo hiperaktivna. Malo. V enem intervjuju si rekla, da so skladbe tvoji brain babies. Ja, to je pa v bistvu zato, ker pač jaz zelo rada pišem pesmi, zato ker to je nekaj, kar nastane v moji glavi in potem jaz to prestavim v dejanski prostor in to zdaj obstaja. Therefore, brain baby. In tudi zdaj v času karantene si ti posnela eno novo skladbo, oziroma za tvoj rojstni dan, celo vse najboljše. Ja, za rojstni dan sem jo dala sama sebi. Lepo darilo si to dala, ja, lepo darilo.
Videospot si pa tudi posnela v Lučah v Savini. Tako je. In to marca, oprosti, zakaj? Ja, ne zgleda fajn. Zgleda super, sam ti si verjetno kar zmrzovala. Ja, pač 4 minute sem se mogla delati, da me ne zebe. Drugače je bila ledeno mrzla voda, res. Sem imela čiste rdeče noge, pa ko sem prišla ven, sploh nisem čutila spodnjega dela svojega telesa. Nisem vedela, če hodim po tleh ali po zraku. No, sem te pa jaz v bistvu tudi prosil, da nam zaigraš eno skladbico in si se ti že popoldne posnela, če sem jaz to prav razumel. Sem pripravila. Katero skladbico si nama pa pripravila? Ko ugasnim vsi luči. No, potem pa si kar poslušamo, ko ugasnejo luči. Ko ugasnejo vsi luči. Ko ugasnim vsi luči. Ni ti treba kuhat kave, tak in tak imam raje kakav. Zakaj odšla bi ven, če lahko leživa doma? Ni ti treba pisati pesmi, jaz pisala jo bom tebi. Ni ti treba govoriti, rada bi samo imela te ob sebi. Iščem le blazino, v svetu trnov in špic. Sled si posteljnino, daj ljubiva se brez rokavic. Nimam več poguma, da povedala bi ti v obraz. Daj zbudi se in reci, da sem jaz. Tista, ki lahko ji oprostiš, ko ti na živce gre. Tista, ki lahko ji dovoliš, da čuva ti srce. Ne nameravam ga zlomiti, zaupaj mi. Tista, ki iskala te je, ko ugasnil vsi luči. Ugasnil vsi luči. Hvala ti, da si nam takole lepo popestrila tale večer s tako lepo skladbico. Imej se lepo še naprej. Veliko energije še naprej, ampak mislim, da to si sploh ne rabim zaželeti, ker jo očitno imaš. Pa kopi se v topli vodi. Moram iti v toplice naslednjič. Tako, evo, zdaj imaš možnost, zdaj je vse odprto. Tako da, hvala, da si vzela čas, da si nam predstavila tole in lepo se imej. Hvala, enako. Late night show. Dragi moji, dober večer. Pozdravljam vas, Tanja Straha. Pa poglejmo, kaj nam je tokrat prinesla naša pohodna torbica. Poznate? To je matrjoška, ruska tradicionalna igračka. Igruška, kot bi rekli v Rusiji. Torej, potujemo v Moskvo. Z nami naravnost iz Moskve pa je tudi Alja Eluisi, gledališka umetnica, ki se izobražuje na igralski akademiji Gitis v centru Moskve. Alja je prišla letos predčasno na počitnice, vse zaradi epidemije. Alja je tako spet doma. Ali kot rečemo sedaj, Alja, ostani doma. Love
želodcu stisne me. Travom hodo, travom je špacirom, ne ubija tvoj slovenski duh. Travom hodo, travom je špacirom, noče bit, odsum ne veš nismo. Prišla daleč iz Rusije v slovensko karantinsko oazo. Piše zmejo, zmesnijo v srcu, od Arvata na Prešernovo. Piše zmejo nazaj ravno nizu, osvidi, kam čisti srca. Nič več ruske borbe prot koronci, ja, kampanja naše zmage. Kam na morje, kje bo za poletje, pač bo treba večeru veljal. Kam na morje, kje bo za poletje, treba vzeti se dušno pardona. Razcvetele jablane in hruške, torej drugega vala sploh ne bo. Priplavala naprej je moja duša, prvi val dosegel je pristoj. Prihodila nami reka duša in rešila se svetloje. Tako, v zadnjem delu pa si poglejmo še, kaj je prispelo v naš nabiralnik. A si ti tudi not padel? Tako je, znašlo se je kar nekaj pisem, umetnin in želja. Pa poglejmo najprej protestno pesem. Napisal nam jo je gospod Vinko Pišek. In sicer nagovarja takole. Dragi MVP, opomba uredništva Ministrstva za velike potrebe, v okviru katerega deluje naša svetovalnica, in vlada. Ko smo čakali, da virus mine, rasla mi je brada, pa sem štel kacine. Gospod je povedal, da ima disleksijo, verjetno je mislil kocine. Tudi runo me podpira z ovčarsko toleranco, ko tudi gospodar špancira z nagobčnikom in distanco. Dobili smo okužbo, a smo zgubili glavo. Jaz zgubil sem še službo, a s kavča rešil sem državo. Zato, dragi MVP in vlada, zdaj čakam, da še kriza mine, medtem ko mi raste brada, jaz štejem le kacine. Vinko Pišček. Dobro, kljub disleksiji mu je še kar uspela tudi pesem. Med drugim sem dobila tudi pismo Tinke Špičke za nasvet, kako povečati prsi, in Fete Knavs, ki se prijavlja v našo ženitno posredovalnico, išče moškega s prijetnim zadahom. Če ste to vi, se v našo svetovalnico prijavite, pišite nam. Jaz pa se od vas poslavljam in se vidimo naslednjič. Vaša Late night show. Se je pa letos očitno tako kot vse ostalo predčasno končala smučarsko skakalna kariera. In tako je imel eden izmed naših skakalcev, Žiga Jeler, čas, da se posveti tudi drugim stvarem. Med drugim je v času karantene posnel oziroma izdal tudi priredbo skladbe Dance with Somebody. Dame in gospodje, Žiga Jeler, živjo! Zdravo, Rok. Ja, v bistvu karantena je bila zame kar nekako bolj produktivna, kot pa če bi v bistvu šla sezona lepo do konca pa šel na dopust. V bistvu sem veliko doma naredil, okoli hiše. V bistvu začel malo prej tudi sam trenirati. Pa ja, več časa sem imel za muziko, lahko sem v miru vse naredil in je bilo pač res vse skupaj
je zelo prav prišlo, no, da sem se tudi jaz zaprl za 3 tedne v hišo. Kaj ustvarjaš zdaj? Se pravi, rekel si, da nekaj si okrog bajte pa to, ampak mene bolj zanima ta glasbeni del. Ti igraš tudi harmoniko pa kitaro, koliko časa že igraš harmoniko? Harmoniko igram že od 5. leta, kitaro malo manj, zato ker v bistvu sem jo hotel že zelo hitro igrati, ampak smo imeli doma samo eno tako zelo veliko akustično z tistim debelim vratom in jaz s tistim majhnim prstom nisem prišel nikamor. Tako da sem obupal, pol sem pa kasneje pač se enkrat odločil in sem rekel, da bom pregriznil tudi tisti debel vrat. Harmoniko pa se pravi že dolgo igraš. Ja, harmoniko pa... Odkje pa, da si se odločil glih za harmoniko izmed vseh inštrumentov? Ja, ne vem, že kot zelo majhen mulc sem rad pač poslušal Avsenike po televiziji in takrat sem nekako rekel, jaz bom pa to igral, pa so mi pa najprej kupili plastično in je ona plastična šla po 2 tednih na pol, ker sem strgal meh, tako da mislim, da sem dokazal, da rabim ta pravo. Si raztegnil meh do konca. Ja, tako da to je še do danes nekako moja prva stvar. Pripravljaš pa tudi zdaj novo skladbo že? Ja. Lahko kaj poveš o tem več ali je še vse skrivnost? Ne, ni skrivnost, jaz nisem tak skrivnosten človek, tako da ja, pripravljam v bistvu eno tako mogoče malo hitrejšo balado, ki sem jo v bistvu napisal tekom te zime, ko smo bili po turnejah pa to. In v bistvu je že vse posneto, treba je še vse skupaj malo spedenati, pride tudi še videospot in ja, pol jaz upam, da v začetku julija nekje, da bi bila lahko zunaj. Sicer nočem zelo obremenjevati skokov zaradi tega, zato pač zmeraj zbiram take termine, kjer sem res pač čist prost, a ne. Zato da ne vpliva, ne vem, na mojo pripravljenost na treningih, pa pol v bistvu tudi s tem slabše nekako, ko bi rekel, slabša pripravljenost, nekaj takega. Ampak zaenkrat ti to zelo dobro uspeva, na tvojih rezultatih se nič ne pozna, upamo, da bo tudi tako naprej, zdaj ti je pa itak malo pomagala vsa ta situacija. Ja, v bistvu mi je, ker nekako sem lahko dokončal tiste stvari, ki jih prej nisem mogel, tudi po sezoni se jaz zmeraj odpravim na dopust in naredil sem tudi veliko več za šolo, kot bi sicer, tako da... Kaj pa, ti še študiraš? Ja, management v športu v Kranju. Tako da, se pravim, mogoče zame je bilo dobro, da je bila ta korona, da sem res se usedel dol, naredil stvari, ki jih je bilo treba, zraven napisal marsikaj, v miru treniral, svoj urnik sem si dal in pol se to da zelo veliko narediti, no. Super, ja. Da si zdaj bolj miren in se lahko bolj pripravljaš tudi za naprej. Ja. Ker pa nisi edini športnik, ki se ukvarja z glasbo, sva ti z Mojco pripravila ene par refrenov, ki jih moraš ti dokončati in pa na koncu še povedati, kdo je to sklajal. A si pripravljen? Ja, sva. No, greva. Prva je My way is my decision. My power is my vision. Okej. To je bila kdo? To je Tina Maze. To je bila Tina Maze, itak. Greva naslednjo, ta je zdaj že malo težja. Veš, kadar si z mano. Je nebo obsijano, kar naprej. Ja, kdo je pa to? To je pa Dejan. To je pa Dejan Žujič. Tako. Prijatelj, evo. Zdaj za naslednjo, jaz ne vem, kako gre refren. Je pa to slovenski zvok in Timi Zajc, planiška polka, jo znaš ti? Jaz refrena tudi mislim, da ne poznam. Zdaj, ja, mogoče jodlanje. Jo bomo zavrteli, bo ozadje, deklica iz ozadja nama dala malo pomoči.
Čeprav se imam jaz tudi pri sebi telefon, bi lahko jaz to naredil, počak. Da bomo vsi slišali. Okay. Evo, zdaj bo. Je timni v zraku že, utihnilo je vse, planica trepeta, naj dobro se konča. Evo ga! In tako naprej. Se pravi, s malo pomočjo strica YouTuba nama je ratalo. Ja, tam se pa jakar. Imam še eno. In to je Včasih smučam hit. Včasih pa počas. Sicer... Zdaj pa to? Ja, Jure Košir, čeprav tega komada jaz še nisem slišal, bom šel prečekirat. Tega bom malo demonstriral, počak. Včasih smučam hit, včasih pa počas. Yeah. Sometimes I ski slow, sometimes I ski fast. In pa gre, vzadje je pa melodija pa tega Fast Car, veš, Tracy Chapman. Aha, okej. Taka priredba. Ja, nek riff vzamejo, no, od tam. Ok. Tako da evo, to so zdaj te 4 skladbe, ki sem jih jaz pripravil zate. Cool. A mislim, zdaj, če sam ti meni dajal naloge, lahko tudi jaz dam tebi eno nalogo, a ne? Če ne bo pretežka. Ja, jaz mislim, da navno. Jaz bi te zelo rad videl, če ti pa znaš moj refren odpet. Od prijateljev. Zato pa naj, zapojmo ves glas, naj. Zdaj pa, da bo čula cela vas je naprej, ne? Ali da je? Nam ustavil se je čas. Ustavil se je čas, pa sem pa že nek svoj tekst si dodal. Ampak ja, no vidiš, je taka, veš, hitro si jo gre v uho. Oba skupaj zdaj zapojete. A bi šlo, da ti tudi zraven, si toliko primoče? Ne, Rok, ti spesela, že sem se že jaz toliko smejal, da imam po mojem zelo vteklino krat 2, tako da. V redu, evo, me veseli, da sem te nasmejal, res hvala, da si vzel čas. Jaz komaj čakam, da slišimo tvojo novo skladbo, se pravi nekje začetka julija si ti to obljubil, takrat, če boš imel čas pa željo, te bomo spet povabili v goste. Do te čas pa upam, da ti bo šlo vse tako, kot ti treba, pa da te kmalu spet gledamo gor na tistih skakalnicah. Ja, hvala te, Rok, ker si me povabil. Bilo zelo lepo poklepetati. Sem se nasmejal, čeprav se mogoče zdaj lih ne bi smel zaradi tega mojega modrostnega zoba, ampak je bilo lepo in upam, da še kdaj. Lepo se imej. Lahko noč, čau. Čau. Mi pa smo uspešno doskočili do konca oddaje in to Telemark. Če vam je bila oddaja všeč, vabim, da napišete spodaj v komentar. Pa če se še niste, ne pozabite subscribati na naš YouTube kanal, polajkati Facebook stran in pa nič. Lepo se imejte in pa ne pozabite po cesti pa po pamet.